V tem videu bomo sestavili orodje za rezanje korenin. Verjetno bo ob nakupu že sestavljen. V tem videu pa vam bom pokazal, kako ga popraviti, če ga boste morali razstaviti in ponovno priklopiti. Za tiste, ki niste prepričani, kaj je orodje za rezanje korenin, je to tukaj. Vidite lahko, da so stranice gladke, zaradi česar je primeren za uporabo v PVC ceveh. In če dobro pogledate, boste opazili, da imajo rezila tukaj zelo posebno obliko. To pomeni, da bo pri vrtenju v smeri urinega kazalca brusilo vse, kar je pred njim. Pri vrtenju v nasprotni smeri urinega kazalca pa bo odmaknilo vse, kar je bilo razrahljano. Ostanki nato prehajajo skozi te odprtine tukaj, kar vam omogoča, da nadaljujete naprej. Torej, kako ga priključiti? Vidite, tukaj imamo ta del. Ta del tukaj je tisti, ki se s pomočjo vijakov poveže s fleksibilno gredjo. In potem imamo osnovno ploščo. In to lahko uporabite tudi samostojno, brez drugih delov, če je potrebno. Ali pa, seveda, imate zgornji nastavek tukaj, ki bi bil potem vaše rezilo za rezanje naprej, če bi želeli imeti skodeličasto rezilo na vrhu. To bi se nato tako namestilo in celotna sestava bi postala eno veliko orodje za rezanje korenin. Torej, pokazal vam bom. Najprej morate upoštevati, da bo orodje pri uporabi vijakov, ki ga držijo skupaj, močno vibriralo. Zato vam toplo priporočam, da si priskrbite malo zapornega sredstva, to je tekočina, ki jo nanesete na matico, ko jo sestavite skupaj. To drži vse na mestu in preprečuje poškodbe, ko je orodje pod velikim pritiskom in vibracijami. Zdaj bom video pospešil, da vas ne bi dolgočasil s tem, kako vse to sestavljam. Najprej morate vedeti, da najprej privijete vijake v sprednje rezilo, tako kot to. In ko so ti vijaki v sprednjem rezilu, tako kot to. Ko so v sprednjem rezilu, lahko tukaj vidite, da je precej poravnano. Vijake postavite naravnost na prvo ploščo, tako kot to, in jih privijete skozi to prvo ploščo. In kot lahko vidite, ko pridejo ven na drugi strani, so skoraj poravnani tudi z drugo stranjo. Enako bom naredil z drugim vijakom. In spet ga poravnate s to ploščo tukaj. Zelo lepo lahko vidite, da bo šel skozi, ko ga počasi obračam, in postane popolnoma poravnan. Ko sta oba tako poravnana, ju v bistvu poravnate tukaj skozi. Sestavite nazaj skupaj, poravnate jih tako, da lahko na drugi strani vidite luknje. In kar rad naredim je, da enega od njih pustim, da nekoliko bolj štrli ven kot druga dva. Tistega pritrdim na osnovo in s pomočjo imbus ključa ga privijem. Ko to naredim, poravnam še druga dva tako, in ko sta tudi ta dva poravnana. Vidite, kako lahko malo zavrtite. In na koncu, veste, aha, ta se zagotovo dotika in ga privijem. Na tej točki mislim, da bi bilo pametno, da video malo pospešim, da ne bi dolgočasil zaposlenega. Torej, to je to. Lepo in tesno sem jih zategnil, zdaj pa bom nanje namestil rezilo za skodelico, takole. In vidite lahko, da bi se ti majhni grebeni tukaj in tisti majhni grebeni očitno prilegali temu majhnemu grebenu, ki ga imamo tukaj. Takole. Ker poglej, kako lepo in čisto se prilegajo. In ga obrnite, in ko ga obrnete, boste videli, da je na drugi strani majhna nit. In spet vijake namestite takole, jih lepo in tesno privijate.
Ko so lepo in tesno priviti, ste pripravljeni. Pripravljeni ste za začetek. Ne pozabite na malo varovalne matice in poskrbite, da boste, ko nameščate gibljivo gred, res dobro pritrdili na svojo gibljivo gred. Ker je to kar težko orodje, tole deluje z gredjo velikosti 3/8 inča, zato ne priporočamo uporabe na tanjši gredi, ker je teža orodja relativno velika. Tako bi sestavili orodje za rezanje korenin. Najlepša hvala za ogled. Lep dan še naprej.